Minulo leto je bilo za Kvarkadabro spletno stran za tolmačenje znanosti še posebej pomembno. Praznovali ste 20-letnico delovanja in dr. Saša Dolenc in dr. Jure Zupan. Vidva sta bila s urejanjem in avtorstvom pri tem imenitnem portalu res povezana vsa leta. Ob asociativni povezavi nekatere zgodovinske čase pa me zanima, kakšno je bilo vaše vodilo pri ustanavljanju spletne strani. Ja, na začetku smo v bistvu skušali nekaj narediti za svojo zabavo, v glavnem. Te stvari so nas zanimale, nekako smo želeli povezati to, kar smo se učili na fakulteti z nekim vsakdanjim svetom. In takrat je prišel internet v Slovenijo in nekako je bila to idealna priložnost, da izrabimo ta nov medij za te vsebine, ki so nas zanimale. Vi, dr. Zupan, ste se pa priključili k temu? Ja, jaz sem malo zamujal, mislim, da sem ker Saša je bil 1 leto pred mano, ne, na fakulteti, tako da je bilo v bistvu v tvojem krogu nekako to ideja zrasla. Jaz sem mogoče še 1 mesec ali 2 kasneje zraven prišel, ker je že nekako se vedeli, da se bo nekaj dogajalo. No? Tako da, ampak je bilo precej jasno, zato ker se mi zdi, da me od nekdaj zanimala ta popularizacija znanosti. Ne? Pač preseke, recimo, nekaj malega sem tudi za presek pisal, ne? Tako da to je bilo pol, ko bi rekel, precej, sem bil jasna tarča, bi rekel, za priključice projektov Kvarkadabra. Tako rekoč kot naročeni, ne? Tako. Ja. Osredotočali ste se v teh letih predvsem na naravoslovne teme. Je to zgolj naključje ali vi, dr. Dolenc, ste tudi doktorirali iz filozofije, se pravi, da niste samo naravoslovec? Ja, to je bilo kasneje, ne. Tako da na začetku smo v bistvu izhajali iz tega kroga, v glavnem kolegov tukaj na oddelku za fiziko, pa tudi mislim, da že takoj na začetku so bili zraven tudi Luka Omladič, ki je filozof in pa še nekaj biologov. Tako da smo že od začetka tudi v debatah znotraj tega kroga gojili nek nivo komunikacije med vedami, ne. In to je nekaj, kar traja tudi še do danes, ne, da poskušamo spodbujati izmenjavo idej med vedami, ne samo med znanostjo in širšo javnostjo, ampak tudi neko komunikacijo znotraj znanstvene skupnosti pri nas. Zadnje leto pripravljate tudi tako imenovane debatne večere, kjer skušate javnost ozaveščati o vprašanjih pomena znanosti. Vendar pa se zdi, da je včasih težko najti primeren način, ki naj bi udeležencem razprav in pa poslušalstvu nasploh ne predstavi vlogo znanosti v življenju. Razmislek o tem je bil, kot kaže, zanemarjen že v času izobraževanja, zdaj pa ima vsak svojo razlago o tem. Vsak se počuti poklicanega, da daje meritorne sodbe o čemerkoli. Socialna omrežja pa samo spodbujajo uveljavljanje vsakovrstnih mnenj. To bi sicer zahtevalo neko širšo analizo, ki pa jo bo potrebno tudi v polju znanosti enkrat odpreti. Kako bi vi to pojasnili? Ja, mi si vseskozi želimo, da bi ideje predstavljali na tak način, da jih nek splošno izobražen človek lahko razume, vsaj to, da si ustvari neko prvo aproksimacijo tega, o čemer govorimo, in da lahko v tem sam naprej bere druge knjige in vrednoti mogoče druge vire in strokovnjake. Tako da, ne vem, mogoče... Ja, dr. Zupan, vi živite v Združenih državah, ne? Tako je, ja. In drugje, ne? Mislim, kakšno je vaš pogled recimo na te vprašanja? Seveda, to je zdaj, vse je odvisno tudi od izobrazbe, ne, kaj človek prejme, kaj se, bi rekel,
mogoče tukaj predvsem skozi srednjo šolo v Ameriki, pa malo več skozi na univerzitetnem nivoju, ne? Da se razširi obzorje. Predvsem je pa pomembno, da se nauči kritičnega razmišljanja, ne? Da seveda tega mi na Korkadabri ne ponujate, učimo, ne? ne učite. Ponujamo seveda nekaj drugega, ne? Razlago malo bolj kompleksnih konceptov ali pa nekih zgodb o znanstvenikih, ne? Kritično mišljenje se mi zdi pa, da se nauči človek drugje, ne? Pač, predvsem v šoli, no? Zdaj, kaj ste, pač seveda razlike so precejšnje, no, mislim tudi, kaj ste, ne vem, če vam lih recept, ne, kako se to nauči, seveda kot znanstvenik sem skozi svojo pot šel, da sem se naučil kritičnega mišljenja, ampak ni treba, da je to kritično mišljenje vezano na znanost, ne, mislim praktično karkoli se človek uči, se z neko mero skepse se lotiš, ne, in potem predebatiraš, vidiš različne strani, ne. V znanosti je seveda to lažje, ker je vedno tudi eksperiment zadaj, ne, na katerega se pol opreš, no, tako da, kaj ste, mislim, mogoče sem malo preveč meglen, ampak tudi, kaj ste. Ne, zadnji čas opažam, da je določen problem tudi v tem, da ljudje preveč zaupajo neki svojim razumu, ne, ko sodijo različne pojave in vprašanja, s katerimi se soočajo, ne, hočejo sami priti do nekih trdnih argumentov, kako se odločati, mogoče kakšnih medicinskih ali pa drugih vprašanjih, ne, kar je sicer fajn, ampak v končni fazi je zmeraj tako, da moraš ti vrednotiti neke vire, ne. In da znaš ti vrednotiti vire, moraš biti pa že moraš imeti nek dober pregled nad področjem, ne. Če greš skozi neko šolanje, potem dobiš nek občutek, tudi če pride zdaj neko novo odkritje, kaj je mogoče postavi kaj na glavo, boš ti gledal skozi druge oči na začetku, ne, kot nekdo, ki nima tega predznanja in bo znal vrednotiti, ne. In zadnje čase ima sploh področje medicine pa psihologije velike težave s ponavljanjem eksperimentov, ki jih naredijo, ne, v drugih laboratorijih. Se je izkazalo, da so bili marsikdaj prehitri, ne. In tako da, če se opiramo samo na nekaj, kar na prvi pogled zgleda res kot trdna znanost, pa mogoče se čez nekaj let izkaže, da ni, smo lahko tudi v težavah, ne. Tako da, moj nasvet bi bil, da se bolj kot na neke argumente opiramo na vrednotenje strokovnjakov, ne, komu zaupati. V končni fazi zmeraj gre za zaupanje, ne. In a boš ti zaupal, kaj vem, nekemu elektrotehniki, ki govori, da podnebne spremembe niso resnične, ne, ali meteorologom, ki to vsak dan počnejo, ne. Klimatologom, ja. In podobno vprašanja, ne, a boš nekemu doktorju sociologije zaupal, ki je kao preučil vse relevantne članke glede cepljenja, ali boš imunologu zaupal, ne. In tudi tukaj treba biti pazljiv, ne. Tako da se mi zdi, da je pomembno, da stroka ohranja neko avtoriteto v družbi, tako da formulira tudi, da je del debat, da poskuša svoje pač stališča formulirati na način, ki jih ljudje razumejo, in hkrati, da imajo ljudje tudi občutek, da je tisto, kar govorijo, res pristno, da tudi živijo, ne, strokovnjaki to, kar govorijo. Včasih imajo ljudje potem občutek, da je nek razkorak med tem, kar javno govorijo in kar privatno delujejo, ne, in to ni dobro za zaupanje, ne. Ja, no, se mogoče, meni se zdi, da je recept precej enostaven, no, za biti skeptičen, ne. Jaz bi rekel, da prvo je, da razlaga, ki je najbolj enostavna, je ponovadi pravilna, ne. In bolj kaj kompliciran, če se stvari izgledajo preveč komplicirane, verjetno ne bo prav, ne. Ta druga je pa ta, da
med znanstveniki ni zarote. No. Mislim, če se teh dveh nekako pravil drži človek, pa mislim, da kar marsikaj lahko verjameš. No, mogoče še tretje pa, če zgleda predobro, pa verjetno tudi ni res. Ne. Mislim, tako ne, to bi jaz rekel, da to pomeni. Sem padejo vse te citati iz dnevnega časopisja o zdaj je nekaj zdravo, potem ni zdravo, pa ne, mislim, ne vem kaj, jagode so zdrave danes, jutri pa spet niso, ne, to verjetno spada pod to tretje, ne, da... No, sigurno je treba opustiti neko tako osnovno pravilo, ki vlada še pri nas, da je naravno zdravo, umetno pa ni zdravo, ne. To pravilo v bistvu ni dobro. Ja, se je zanimivo, ne, da se zadnje čase, morda zadnje leto, pri nas predvsem, ne, institucije, ki se ukvarjajo z znanostjo, tudi same pospešeno iščejo načine, kako čim bolj javnosti približati to znanost, raziskovalne dosežke, njihovo delo in tako naprej. Ne. Tako imenovani komunikatorji znanosti pa z različnimi načini in pa veščinami skušajo premoščati neko vrzel med raziskovalci in pa javnostjo. Ne. Potreba po popularizaciji znanosti dobiva zadnja leta zato vse večji zalet, ne. In to v vseh oblikah in vseh medijih. Pa me zanima, kaj menita o tem. Sigurno dobro, ne. Ja, no, mislim, tukaj je zdaj pa, mogoče smo malo drugačno mnenje, kot ti, zdaj tega, ker se mi zdi, da smo prišli do točke, kjer je zdaj to že dvorezni meč, ne, ker je tega, vsaka inštitucija ima svoj PR oddelek, ne. In zdaj, kar gre skozi ta PR oddelek, ni vedno tisto, kar so znanstveniki napisali, ne. To je mogoče prvi problem. Drugi problem je pa, da je pol tega že toliko, da more te PR oddelki navijati, ne. Vsako raziskavo, ki nekako pride do njih, ne, mora nekako napihniti v tem slogu. In zdaj to je pa problematično, ne, ker kakor vse, ne, ko pridemo iz nekih realnih temeljev na področje reklamiranja, ne, pol smo lahko na nekem tankem ledu, ne. In jaz bi tukaj rekel, da mogoče nekako razlika tako kakor med mesečniki pa dnevnim časopisjem, ne. Jaz bi rekel, te PR oddelki so dnevna časopisje, ker ne dobiš res ta pravega pregleda, ne, skozi te preplavlja plaz novic, ne. Medtem ko knjige, ne, ali pa taki bolj pregledni članki, ki so na Kvarkadabri pa marsikje drugje, ne, so pa res tisto, kjer mogoče dobiš malo bolj poglobljen občutek, pa malo bolj oddaljen pogled, ne, kjer pa tega navijanja ni, no, vsaj večinoma ni, no, na Kvarkadabri ga definitivno ni, ne, tako da imaš, je pač malo bolj oddaljen pogled, je seveda vedno je lažji, ne, tudi videti, kaj je res pomembno, ne. Tako, no, mislim, je zdaj tukaj že cel spekter zaradi tega, ne, te popularizacije znanosti, ni samo ena stvar, ne, ampak je cel spekter, ne, in kakšni so bolj kvalitetni, kakšne pa pač treba tudi videti, da je mogoče interes neke inštitucije, da napihne dognanje svojih znanstvenikov. Ja, doktor Dolenc, vi ste navdušeni, ne, nad tem, da se čim... Ne, se zelo strinjam s tem, kar je Jure povedal, ne, in mislim, da zdaj naloga tudi na novinarjih, da to prenašanje tega, ker PR oddelki naredijo v medije, da dvignejo to na višjo raven, ne, to se pravi, da pokličejo vsaj še enega strokovnjaka, ki ni sodeloval pri raziskavi in ga povprašajo za mnenje, ne. To pač je nek standard v teh velikih svetovnih časopisih, ne, in medijih. In tega pri nas še ni, ne. Pa je zelo enostavna stvar, ne. Ampak in še par takih čisto osnovnih novinarskih. Lahko je najdeti zelo dobro znanstveno poročanje, ne, mislim, New York Times ima zelo dober, mislim, res na zelo visokem nivoju. Nature News, Science Magazine, vsi ti so odlični, ne. In kot je Saša rekel, mislim, marsikdaj ni res veliko treba, ne, da
pač treba je samo ljudi poznati in to mislim, da je pa res delo novinarjev, da poznajo ljudi, ne, da vejo, koga lahko vprašajo. Ne. Jaz se spomnim, recimo, lep primer je takrat, ko ste prav z radija klicali nas na Kvarkadabro, ne, kot to, da so na inštitutu Jožef Štefan Higgsov delc odkrili. Ne. In potem je moral Jure pojasniti, kaj so dejansko naredili, ker njihov PR oddelek tukaj je dal tako sporočilo ven, da res ni bilo... To je bilo od Mihajlovića. Ja, ne. ja. Ne, ampak vse njegove raziskave so bile zelo zanimive, ne, ampak je bilo pač napačno pojasnjeno, kaj so res naredili. Ne. Ampak to je žalostno, ne, Ja. da je res zanimiv rezultat, ne. Pa bereš Novinarji so bili zmedeni, ampak so pravilno reagirali, ne, so Tako, poklicali, odlično, ja. ja, in so potem Jure pojasnil in je bilo potem vse tako, kot mora biti, ne. No, se je ravno to, ker ste omenili ta Higgsa, ne, ali pa CERN, ne. Tu gre za velik projekt, ne, največji projekt. No, in včasih je ta PR službe delujejo tudi v tem smislu, da je treba stroške upravičiti, ne. No, in kolikor vemo, je ta projekt v CERN-u, a ne, LHC je stal koliko 7 milijard evrov, ne. Ja, ne vem, In mogoče. vsako leto menda je treba še vložiti 800 milijonov denarja, ne, evrov. No, in z današnjega poudarjanja potrebe po uporabnosti znanosti se pa to tudi kdo sprašuje, čemu to služi. Doktor Zupan, vi ste delali tam, ne? Ja, nekaj časa. Seveda. Jaz sem bil tam podoktorski sodelavec, prejšnje leto sem bil pa na sobotnem letu tam v CERN-u. In ja, ravno ta PR oddelek od CERN-a se mi zdi je zelo svetov primer, ne, ene inštitucije, kjer se mi zdi, da ne napihujejo preveč zgodb, no. Je nekako, okay, mogoče sem, da sem precej znotraj, no, nisem neodvisen, ampak kljub vsemu se mi zdi, da precej dobro poročajo o tem, kaj se zares dogaja, ne. Veliko je zanimivih zgodb in tudi imajo publikacije, kjer je recimo ta CERN Career, ne, zanimivo nam brati kot raziskovalca. Mene je zanimivo tam čitati, ker precej novic zveš iz same fizike delcev, pa ne samo konkretno iz tvojega področja, ne. Tako da res odlično funkcionira, ne. Je pa res, da je del tega, na kar morajo odgovarjati, je to, zakaj je tak velik projekt, ne. In mislim, da je odgovor precej jasen, ne. Iz povsem ekonomskega vidika se lahko pogleda, koliko gre noter, koliko se naredi, koliko je ta multiplikator, mislim, da je okoli 2,5 ali kako. To je kar visok, ja. Ne, zakaj? Zaradi tega, ker je precej teh spin-off projektov, ki pridejo iz samega razvoja tehnologije, ne. Zdaj, teoretični oddelek verjetno ima majhen multiplikator, ne, ta ekonomski, te tehnološki del ima pa zelo visok, ne. Treba je nove načine pospeševanja razviti, precej je tega raziskovanja, ki je aplikativno na medicini, ne, ta hadronska terapija za zdraviti raka. Ni pa, bi rekel, ni pa ta ekonomski vidik najpomembnejši predvsem. Jaz bi rekel, da to je najpomembnejši je pač to, da se širi meja znanja, da gremo k višjim energijam, manjšim razdaljam in pač to je nekaj tazga, kar je pa neprecenljivo. In jaz bi tukaj potegnil ekvivalent z kakšnimi drugimi velikimi projekti, kot je astronomija, ne, kjer tudi, okay, ja, seveda boljša ogledala, kaj s tem tudi tehnične izboljšave, ampak hočemo videti, kje smo v vesolju, ne. To je pač želja človeštva po znanju. Mislim, da tukaj je poslanstvo CERN-a in ostalih velikih projektov, ne, saj jih je še več, tudi v biologiji pa tako naprej, ne. To so zdaj pač, trend je k tem zelo velikim projektom, kjer so pa vsote so milijardne, je pa tudi veliko znanstvenikov zraven in neko pravilo
ki ga ljudje navajajo, je, da je približno 1 milijon evrov na raziskovalca, ne, to pomeni glavnega raziskovalca, je tisto, kar družba nekako zmore, in to se nekako ne spreminja od malih do velikih projektov. Ne. Pač pri CERN-u je 15.000 uporabnikov, ne. In to je pač ravno ta pravi red velikosti, kot ste ga omenjali. Ravno tako, kot bojo pa recimo pri Mihajloviću, ko ima pa manjši laboratorij, ne, ima pa reda, kaj s tem 20 ljudi, ne, bo pa center odličnosti. Ne. Tako da je vse treba pogledati, pač mogoče, mislim, se ne vem, no, kaj bi drugače rekel, več denarja bi bilo fino, ni pa ekonomski vidik tisto, zaradi česar CERN obstaja, bi jaz si mislil. No. No, sej, Ja. mislim, če že gledamo zgodovino znanosti, vedno ni bil, recimo to, kar v Kvarkadabri objavljate, ne? Mislim, da je zanimive zgodbe, recimo z nekih zgodovinskih vidikov, ne? Ni vedno tisto, kar je bilo gonilo ekonomski vidik, ne? Nekega razvoja. Ja, kot vedno, mislim, zdaj to je razvoj, ki se obrestuje na toliko dolg rok, da pač kakorkoli računamo to ekonomsko računico, jaz mislim, da kar človek da v formulo, to bo ven dobil, ne. Zdaj, kako to, da je bil HTML pa World Wide Web narejen za CERN, ja, mislim, kako to vrednotiš, jaz ne vem, mislim, zneski so trilijonski, ampak seveda to ni delo CERN-a, ne, mislim, se je pa začel tam, ali pa ta ARPANET v Ameriki, no, mislim, jaz seveda sem malo iz fizike delcev izhajam, no, ampak je ta fizika delcev prav pri internetu je bila od samega začetka zraven tudi ta ARPANET je bil ven izpeljan, predvsem najprej v fiziko delcev, da so se lahko ljudje Ja, doktor Dolenc, Ja. še vi ste. V bistvu pri teh velikih projektih, kjer sodeluje res zelo veliko ljudi, se zmeraj spostavijo tudi neki novi načini komunikacije, ne? In sploh, kako sploh toliko ljudi spraviti v neko stanje, ki lahko skupaj producirajo nekaj koristnega, ne? To ni samoumevno in tukaj mislim, da so tudi na tej organizacijski ravni CERN-u kar nekaj stvari morali pogruntati, ki so koristne tudi potem za širšo družbo, ne. Ja, mislim, vse je zanimivo, jaz sem zdaj tukaj outsider, ne, pa če zdaj delamo v skupinah, tja, da mogoče 5 ljudi večinoma, ne. Ampak eksperimentalni kolegi, oni pa delajo v skupinah, kjer so pač 3000 ljudi na koncu podpiše članek, ne. In no, verjetno si ne razumejo vseh člankov, ampak vsaj toliko mora biti zraven, da bojo razumeli, kaj se je dogajalo, pa da razumejo tisti svoj del, ne. Zdaj, kako to razdeliti, ne, delovno, prav, mislim, organizacijsko, ne, da ljudje prvič, da tisti človek na vrhu lahko verjame, da so pogledali vse, kar je mogoče, ne, da se odgovori na vsa vprašanja, ne, ni mali zalogaj, no, in je tudi več različnih rešitev, vsaka od teh kolaboracij z malo drugačnimi rešitvami prišla. Tako da to je precej zanimivo tudi z tega vidika. Ja, se to recimo tako imenovana širša javnost težko razume, a ne? Ja. Ampak kljub vsemu, no, in v tem kontekstu se mi zdi včasih v tej pretirani popularizaciji, to, kar ste vi, doktor Zupan, rekli, a ne, da postane taka sintagma, povej tako, da te bo razumela vsaka babica, ne. Take izjave se mi zdijo za znanstvenika včasih kar en tak zdrs miselnih konceptov, a ne. In seveda najbrž pa vi kot doktor Dolenc veste, kot filozof, ne, da ne obstaja vedno kraljevska pot dojemanja bistva neke zapletene stvari, a ne. Za slovenske razmere pa se mi zdi, da bi bilo bolj smiselno, če bi rekli, a ne, povej tako, da te bo razumel vsak politik. Je treba po mojem se zavedati, da ko govoriš, moraš se zmeraj zavedati svoje publike, ne, oziroma nivoja
na katerem govoriš. Zdaj, če nekaj poveš o nekem splošnem mediju, moraš to drugače formulirati, kot ko nagovarjaš kolege z tvojega strokovnega področja. Ne. In to so veščine, ki po mojih bi moral vsak intelektualec, strokovnjak obvladati. Ne. Ampak marsikdaj se zgodi, da ljudje, ko govorijo za širšo javnost, imajo pred očmi svoje kolege, ne, in se potem bojijo poenostavljati, kar je narobe. In obratno, ne. Tako da tukaj pač neke veščine komuniciranja bi se morali mogoče tudi malo bolj učiti na fakulteti. Zdaj pač vem, da mi smo imeli kurze, kako napisati članek, kako na seminarju predstaviti neko področje, nismo imeli pa te veščine, kako recimo nekaj predstaviti širši javnosti, ne. Zdaj ne vem, kako imate vi, mogoče zadnjič je bila v Ljubljani profesorica prav komuniciranja znanosti z MIT-ja, ki je rekla, da je to pač del kurikuluma, da se tam učijo. Ne. Ja, saj, doktor Župan, kako bi se vi odzvali? Vi se ukvarjate s teoretično fiziko, ne? To so težke stvari, ne? Če vas bi vam nekdo ponudil tisto babico. Ja, jaz mislim, da tukaj se Saša tam posebno strinja. Zdaj, če bi babica bila pred mano, pač moram nekako, ta babica je lahko tudi astrofizik, ne, tako da, ali je babica, ni relevantno, ne, zdaj, pač na nivo izobrazbe, če veš, no, kdo je tvoja publika, ne, pač recimo na Karkadabri nekako ciljamo na srednješolsko izobrazbo, ne, s tem tukaj se da že marsikaj, ne, povedati, ne, zdaj seveda obstaja odlična srednješolska izobrazba, pa manj odlična, ampak kaj s tem, mislim, posebna teorija relativnosti je nekje na robu, ne, splošna teorija relativnosti pa je preko, ne, tega mislim, da praktično nobeno srednji šoli, razen redkih izjem, ne bo srečal, ne, tako da to je res nekako ti omeji, ne, pač tudi mogoče govor, ampak je po svoje tudi izziv, ne, da marsikaj, veliko konceptov se da zelo poenostaviti, pa si še vedno precej pravilen, ne. Bolj kot pa, da si čist pravilen, se mi zdi pa, da je pomembno, da preneseš nekaj, kar je mogoče samo približno prav, ampak imajo ljudje kaj od tega, ne. No, tako, še to sem moral povedati, ne, kako je v Ameriki. Seveda odvisno je od, tam je precej, si ljudje sami izbirajo kurikulum, ne, tako da ponuja se marsikaj, tako da pač, če misliš, da imaš kariero, ko bo mogoče malo bolj akademska, se ti mogoče splača vzeti nek takšen kurs. Recimo prav na Cernu, vem, da so nam iz BBC-ja povabili ljudi, ne, in so imeli 3-urno predavanje, ne, pač nek izobraževanje za nas raziskovalce. In ti se je bilo zelo, mislim, čudovito je bilo, ker ti pove človek, ko sedi na drugi strani kamere, mikrofona, ne, kaj od tebe pričakuje, pa kako govoriti, da moraš tudi vedeti, kam bo šel ta prispevek. Če gre to v dnevnik, ne, oni morajo 2-minutni prispevek narediti, ne, medtem ko mi se zdaj lahko tako pogovarjamo na dolgo in široko. In to je bilo zelo koristno in mislim, da kaj takšnega bi bilo, jaz ne vem, se mogoče obstaja, ampak bi bilo super, ne. Obstaja, pa druga stvar, ki je mogoče tudi zanimiva, ki je pač ta profesorica omenila, je, da morajo, ko izbirajo ne predmete, da morajo vsaj na MIT-ju izbrati tudi 2 predmeta izven področja, ne, recimo z področja humanistike ali družboslovja. In obratno, ne, tisti, ki ne vem, jezikoslovje študirajo, morajo pač nekaj z področja tehnike naravoslovja izbrati, kjer poslušajo skupaj z študenti te sfere. Tako da, ker oni imajo nek cilj, da spreminjajo svet, ne, in morajo imeti predstavo o tem, kako svet deluje, kaj se dogaja, ne. In to je pač tudi neka stvar, ki pri nas še ni zaživela, ne, to, da bi malo širili ta obzorja. Mislim, pač to je zelo tipično ameriški sistem, je ta, da
no, mislim, vsak oddelek za fiziko recimo, no, ima nekaj, kar se bo rekel, ali fizika za pesnike, ali pa fizika za predsednike, ne, to je na Berkeleyju. Pač, to je odlično, no, mogoče tukaj, ki ste jih rekli. Pač vsak politik bi mogel vsaj to fiziko za predsednike poslušati, ker ti da brez enačb, ne, ti da pravilne koncepte in te tudi, bi rekel, mislim, če po tistem kursu si še vedno skeptik o globalnem segrevanju, je nekaj močno narobe. No? Ja. Mislim, je res, da ti vsaj da neke osnove, ne, zakaj, kako znanost funkcionira, ampak mislim, predvsem s koncepti, no, in finimi poskusi. Ja, dr. Dolenc, ker ste že omenili to ameriško Pulitzerjevo nagrajenko Deborah Bloom, ki je bila v Sloveniji. Zanimivo, ona je v svojem predavanju tudi rekla, da morajo novinarji, ki se ukvarjajo s promocijo znanosti, poznati tudi zgodovino znanstvene misli, ne, in znanstvenih raziskav. Skratka, na nek način bi lahko rekli, da se morajo držati tega Humboldtovskega načela, da cenijo preteklost, razumejo sedanjost in ustvarjajo prihodnost. Kako bi vidva komentirala to? Ja, mislim, da slovensko novinarstvo je zdaj pač določene oddaje že zelo dobro pokrivajo znanost, ne? Sploh na radiju, tudi na televiziji, časopisih mogoče še malo manj. In se mi zdi, da je zdaj trenutek, ko bi morali to slovensko znanstveno novinarstvo dvigniti na neko višjo raven, da bi bili novinarji sposobni tudi komentirati stvari, ne samo prenašati informacije, tako kot pač so zmožni komentirati dogajanje v znanosti novinarji, ne vem, New York Timesa, ne. To na nivoju neke splošne javnosti, ne. In ker zdaj še zmeri nek tak strašen razkorak med tem, a smo pravilno to povzeli ali ne. Ne, pač neka večja samozavest, ki pa mora biti osnovana na znanju in sposobnostih, ne. Ne vem, mogoče imaš ti kakšno izkušnjo Ja, ne, mislim, predvsem, to je mislim, zadal si jim težko nalogo, ne. No, ampak je pa res, ja. Take stvari tudi bolj zanimivo brati, ne. Če ni samo neko ponavljanje, ampak iz samega teksta se čuti, ko je človek ve, o čem piše, ne. Zdaj, kaj ste, se mogoče v Sloveniji tudi tega kar nekaj, ampak v tujini je veliko ljudi, ki so začeli znanstveno pot, pa se pol preusmerijo v novinarstvo, ne. Mogoče to pol ti tudi da neko samozavest, pa tudi nek drugačen pogled, ne, ker vidiš mogoče tudi, koliko je nekega čaranja potrebno, ne, da najdeš prav problem, ne, na katerem se splača delati kot znanstvenik, ne. Pač ni vse tako počiščeno, kakor se mogoče izgleda, ko si študent, ne. Ampak po drugi strani je pol pa tisto, kar ven pride, pa je recimo dosti veliko signifikance, je toliko več vredno, ne, da pač kljub temu procesu, ki je sam precej velike emocij, pa mogoče debat in slepih poti, ne, na koncu še vedno lahko potegnemo neke zaključke, ki bojo obstali, ne. Ja, se zato, dr. Zupan, če vas nekdo vpraša, ne, kakšen pa je sploh smisel znanstvenega dela, kako recimo bi vi tako imenovanemu predstavniku javnosti, ne, recimo X človeku, ne, poslušalcu, bralcu, razložili, kakšen smisel ima to početje vaše, ne, recimo, ker se ukvarjate s teoretično fiziko, ne. In kako naj bi človek dojel, da predstavlja znanost
tudi neko kontinuiteto te znanstvene avanture, recimo, ne vem, Ne, se mislim, se je zelo filozofije in enostavno, tako. pač jaz sem zdaj že skoraj 20 let v znanosti, ne. In je enostavno, pač po teh 20 letih vemo več, kot smo, ko sem bil študent. In je, mislim, je prav fascinantno, no, v nekem področju, kot je teorija delcev, ne, fizika delcev, kjer se stvari navzven odvijajo precej počasi, pa tudi sami imamo občutek, da se precej počasi odvijajo, ne, mogoče v primerjavi s kakšnimi drugimi področji, je napredek fenomenalen, no, mislim, je res 20 leti, ne, to je, mislim, to je polovica kariere enega znanstvenika in vemo več. Kaj vemo več, ne, recimo, vemo marsikaj več, ne. Vemo, da Higgsov bozon obstaja, ne, to je seveda bilo po vseh časopisih, to je že household name, ne. Ampak še tudi marsikaj drugega, recimo pred tem je bilo možno, da vsaj v principu, ne, je bilo verjetno, da bi zadoščali za pojasnitev tega, da smo mi sestavljeni iz snovi, ne antisnovi, ne. In mogoče bi zadoščali ta popis sveta, za katerega vemo in smo ga zmerali v laboratoriju, ne. Zdaj vemo, da to ne zadošča več, ne. Rabimo nekaj novega, neke nove delce. In to je precej, mislim, je precej fascinantno, no, da se je nekaj takega lahko zgodilo v 20 letih. Pol je pa še, mislim, zmerali so se nebroj številk, ne, recimo tukaj na oddelku za eksperimentalno fiziko na ISS so bili navzoči tako pri obeh teh pomembnih odkritjih, no, ali pa odkritje Higgsovega bozona, pa ta meritev kršitve med materijo in antimaterijo, ki se je zgodila v zadnjih 2 desetletjih, no, mislim, tako da ja, to mislim, je zelo enostavno. Vemo več, kakor smo in vemo na tak način, da bomo to vedeli tudi čez 200, 300, 5000 let, ne. Bo še vedno to, kar smo zmerali, Higgsov bozon bo še vedno obstajal, ne. Še vedno bo obstajal, mogoče bo kakšne na tretji decimalki mogoče bomo odkrili kakšne deviacije od samega popisa, ne, ampak ta prve 2 decimalki boste pa ostale, ne, to je znanost, ne, da tisto, kar rečemo, da drži z 10 sigma, pač ne bi res držali, ne. Znanstvenike se pa pogosto dojema, da so nad družbo, da so del neke druge kulture, ne. Pa me zanima, ima vehemenca teh različnih prijemov populariziranja znanosti v zadnjih letih tudi kakšno vlogo, da tako podobo znanstvenikov razbija, doktor Dolenc? Ja, kaj vem, kakor mi pravijo novinarji, recimo, ki delajo oddajo Frekvenca X, ne, da je v bistvu najlažje dobiti sogovornika v tujini kot pri nas, ne. Da pokličejo nekoga in se zmenijo za intervju, takrat je na voljo pol urce in vse opravijo, pri nas je pa to še zmeraj težko, ne, tako da po moje je to, da so znanstveniki tudi nekako javne osebnosti, ki delujejo v javnosti, je del same tega, da si znanstvenik, ne. Del posla, Del ja. posla, Mislim, vsekakor je to, bi rekel, se nekako pričakuje, da si del tega je to, da mislim, no, vsaj pri nas, no, je to, da bo v vsakem trenutku lahko študent pride v tvojo pisarno, ne, te vpraša kaj. Pa ne samo to, mislim, da je tudi zelo pomembno, da so, ampak tega je po Sloveniji zelo veliko, ne, da so srednješolci izpostavljeni temu, ne, da grejo na inštitut, da imajo ljudi, ne, da je to neka stavba tam nekje, ne, na koncu. Odtujena, ne. Odtujena. Ne, pač greš, ne, kaj se vem, to so malenkosti, saj ne veš, kaj se bo vtisnilo mlademu človeku. Pač tukaj vidim vse skozi, vidim mlade ljudi, to je čudovito, ne, da pridejo pogledat, prvič vidijo, da pač izgleda normalno, ne, da govorijo z znanstvenikom, pač tega je tudi
v Ameriki se nam zelo pere možgane, administracija nam vedno pere, da to moramo delati. No? In je del naše službe je ravno to, no? Da si odprt navzven, zdaj, kako je pol to zares, je pa od posameznika odvisno, ne? Kakšni so bolj, kakšni manj. Ne vem, no, pač, kaj ste vem. Jaz vem, da pač, ne vem, so take anekdote, jaz se spomnim živo še vedno iz osnovne šole, smo šli na Kemijski inštitut, tam je pisal Jure Zupan. Ja, ne vem, no, mislim, to je bilo fenomenalno. Nekdo, ki mu je ime Jure Zupan, je znanstvenik, ne, potem se kar nekrat vidiš, da mogoče pa bi tudi ti lahko bil, ne. Ali pa deklice vidijo znanstvenice, ne, se nekako lahko vidijo, da so tudi lahko same znanstvenice, ne, ne vem, to je zelo pomembno. No, se zdaj, v bistvu v naših časih je bilo teh informacij, ki smo jih dobivali, v bistvu manj kot danes, ne, smo bili pač obsojeni na knjige in mogoče revije, ne, pa kakšno televizijsko oddajo. Danes pa internet je potopljen v vseh možnih informacij o znanosti, če je otrok zainteresiran, da to išče, ne, in v bistvu šola je tukaj pomembna, da postavi neko to osnovno strukturo, da se otroci znajdejo v tej množici podatkov, ne. Pa tudi starši smo pomembni za to, da otroku pomagamo postaviti neko to strukturo, na katero potem pripenjajo bolj natančne, bolj podrobno znanje, ne. Ker če pa te strukture nimaš, pa lahko te dejstva lebdijo, ne, in so zelo slabo uporabna, ne. To opažam, ne vem kako, pač imaš ti izkušnje z ameriškimi šolami, ampak pri nas se še zmeraj preveč uči nekih definicij, ne gradi pa neke strukture, ki bi otrokom dejansko omogočala, da se potem lahko vrednotijo vire sami, ne. To je res, to kar ste rekli, ne, da kakšno informacijo pripne zraven, ne, nima osnovne strukture, ne. Ja, pa ne vem, se bomo oddaljili od tega. Meni se zdi zelo pomembno, da se vidi, da so znanstveniki pač normalni ljudje, no. Imajo družine, no. Pač, ok, ne vsi, ampak se tudi normalno, jaz bi rekel, da je kljub vsemu nek presek populacije ne bi bili znanstveniki, to bi bil nek ideal, ne. In k temu ne bi se stremeli in tudi se mi zdi zelo pomembno, da tudi otroci nekako, ali pa mlajši dobijo občutek, da to je neka fina služba, no. Je malo svoja, no, ampak je pa, ne vem, no, jaz bi rekel, da smo precej normalni, no. Še nekaj me zanima, kakšno je vajino mnenje o prenosu načinov komuniciranja, glede na to, da imate 20-letne izkušnje s portalom Kvarkadabre, ne, kjer poskušate to ponujati, ne, z enega okolja v drugo okolje. V Sloveniji se pogosto zgledujemo po praksah, ki veljajo v Združenih državah in pa recimo bolj uspešnejših, predvsem bogatejših državah evropskih, ne. Gotovo nek teoretski model obstaja, vprašanje pa je potem te implementacije v praksi. Kakšen je vajin razmislek? Ja, mi smo poskušali, vsaj na Kvarkadabri, udejanjiti marsikatero novo tehnologijo, ki je prišla, ne, in zdaj pač nekatere se bolj primejo, nekatere manj, recimo, kaj vem, forum je, na začetku ga ni bilo, pa v nekem trenutku je zelo zaživel, zdaj še zmeraj deluje tam. Ljudje debatirajo. Tisto, kar je na začetku bilo kot v obliki nekega ime naslova, kamor so nam obiskovalci spletne strani pošiljali vprašanja, na katere smo potem odgovarjali. Jure je, mislim, da rekorder teh odgovorov, s česar je potem nastala knjiga Zakaj ne bo modro. No, to se je potem preselilo na ta forum in tam potem te obiskovalci foruma sami dobijo, sestavijo vprašanje, drug da nek odgovor, tretji še nekaj drugega in potem
se z neko malo drugačno tehnologijo, kot smo mi na začetku, ko smo dobili vprašanje in smo mi dali odgovor, ne, pridejo do istih podobnih zaključkov. Ne. Potem smo kaj smo blok uvedli, ne, to se pravi... Ja, pa ste se zgledovali recimo po kakšnih tujih praksah? Ja, seveda. Ali ste iskali recimo za ta prostor pač primeren model? Pa jaz bi rekel, da se predvsem miga, ko migaš, nekaj deluje, nekaj ne deluje, kar ne deluje, odmre. Isto je bilo s podcastom, ki smo ga poskušali, pa se mogoče bo še kdaj spet zaživel, ampak so pa recimo predavanja, ne, ki smo jih organizirali, tudi mislim, da smo jih več kot 100 organizirali, mislim, da zelo bo popestrila ta naš prostor, ne. V bistvu, da ko v neko kavarno pripelješ znanstvenika, ki potem javnosti pove, kaj počne na tak način, da lahko kdorkoli tam nekaj razume, ne. Mislim, da predtem ni bilo tega. Kakšne teh stvari so pa nekako drugi prevzeli pa naprej. Jaz ne vem, če so dobili idejo pri nas, ampak se vidi, da to je bilo precej uspešno, zdaj znanost na cesti ima malo drugačen format, ampak je čudovito, ne, da imajo, da lahko to naprej peljajo. Ja, seveda. To mislim, da so koncepti, mislim, da so jih Angleži začeli, ne, ta Café Scientifique, ali Francozi, ne vem. Ampak tam mislim, da je celo bilo na začetku vse skupaj bolj strateško, ne, da so pri akademiji ustanovili neko komisijo, ki je združevala tako ugledne novinarje z tega področja, znanstvenike in šolnike in so skupaj razmišljali, kako bi zdaj to znanost predstavili širši družbi, oziroma ta spoj nekako izboljšali z novimi tehnologijami in so prišli ven z marsikatero idejo, skupaj so napisali neko poročilo, ne. Tak pristop bi bil zanimiv mogoče tudi v Sloveniji, ne, da bi se malo bolj strateško lotili teh vprašanj. To so Angleži že v začetku 80-ih, ne, naredili, napisali neko vplivno poročilo, ki je res potem spremenilo to, kako se o znanosti poroča v medijih, kako se v šolah pristopa, ne, kako se piše učbenike in tudi kako širša javnost pride v stik z znanostjo, ne. In je pa to se razširilo po celem svetu.